Zamislimo si naslednji prizor. Piše se 3. maj 1945. To je seveda praktično sam konec vojne v Evropi. Točno tako. Mislim, celotna celina dobesedno gori, dotedajni svetovni red se sesuva v prah in zavezniške vojske so pred vrati. In ulice so seveda polne kaosa, pa strahu, negotovosti. Ja, in sredi vsega tega uničenja ima posameznik v rokah sveže natisnen časopis. Ta pa z nekimi velikimi mastnimi črkami sporoča, da je pravkar posijalo sonce svobode in da je zmaga pač absolutno neizbežna. Kar je seveda v popolnem nasprotju z realnostjo, ki jo tisti trenutek ljudje gledajo skozi okna, veš? Absolutno. Mislim, kako prepričaš množico, da je nebo jasno, ko pa na lastne oči vidijo, kako se zbirajo res tisti najtemnejši nevihtni oblaki? To je zelo težko. In v bistvu je to tista glavna uganka, ki se je lotimo v naši današnji poglobljeni analizi. Pred seboj imamo namreč izredno izdajo časopisa Slovensko domobranstvo, natisnjeno točno na tisti usodni datum. Ja, dokument je res fascinanten. In naša misija danes je, da poskusimo razstaviti to anatomijo propagande in retorike v tistem res kritičnem trenutku zgodovinskega preloma. In to izključno skozi besede, ki so črno na belem zapisane na teh straneh. Fascinantno pri vsem tem je predvsem to izjemno protislovje med objektivno realnostjo zunaj in natisnjeno besedo znotraj. Mislim, ko človek lista po teh straneh, bere o vojaških govorih, pa apokaliptičnih pesmih, bere neke slikovite reportaže s terena in obsežne geopolitične analize. In vse te stvari po vrsti izžarevajo občutek nekega višjega, skoraj božjega poslanstva. Zunanji opazovalec bi, glede na datum, verjetno pričakoval zapise obupa ali pa vsaj neke priprave na konec. Točno to. Tukaj pa dejansko dobimo eksplozijo retorike o absolutni in neizbežni zmagi. Ja, ampak preden se res globoko spustimo v drobovje teh besedil, moramo postaviti eno zelo strogo in jasno pravilo nepristranskosti za to našo raziskavo. To je pri takih virih nujno, ja. Ker ta vir vsebuje politično izjemno nabito vsebino, obravnava pač neposreden oborožen in ideološki konflikt med komunizmom in protikomunističnimi silami, torej slovenskimi domobranci. Kar so seveda zelo občutljive teme. Zato je treba res nedvoumno izjaviti, da ta naša poglobljena analiza ne zavzema absolutno nobene strani, niti leve, niti desne. Res je. Ne podpiramo in ne zagovarjamo teh stališč. Tako, prav tako ne sodimo nobenih stališč, ki so izražena v tem viru. Naš namen je izključno in samo objektivno raziskati to mehaniko prepričevanja. Se pravi, zanimajo nas tisti čustveni pozivi pa argumenti natanko v takšni obliki, kot so bili natisnjeni. Ja, da bi pač razumeli, kako so snovalci te propagande v tistem kaotičnem času sploh komunicirali s svojimi sledilci in vojaki. In če pogledamo z tega analitičnega vidika, je besedilo res mojstrski primer ustvarjanja neke vzporedne realnosti. Kje se to najbolj opazi? Dejansko takoj na začetku. Če vzamemo uvodni poziv generala Leona Rupnika, ki v tistem trenutku uradno prevzame vrhovno poveljstvo vseh slovenskih domobranskih enot. Aha, tisti njegov nagovor na prvi strani. Ja, on se najprej vojakom zahvali za njihov dosedanji boj proti tako imenovani rdeči smrti, nato pa pride v neko izrazito mobilizacijsko fazo. Kjer poziva k napetosti vseh sil, ne? Točno. Poziva, da se zberejo še zadnje moči za tisti poslednji naval titovščine. Ampak ključna pa je njegova trditev, da izza temnih oblakov že prodira žarno sonce naše svobode. Wow! In ta meteorološka metafora se potem res neverjetno slikovito prelije v tisti reportažni članek, ki sledi takoj za tem. Ja, tisti o vzdušju v mestu. Tako, ja, naslov ima, to je šlo skozi mesto, kakor misel. Novinar tam opisuje vzdušje v Ljubljani po tem Rupnikovem prevzemu poveljstva in piše, kako sta drž in mrak nenadoma preprosto izginila. Dobesedno čez noč. Ja, posijalo je veliko toplo sonce in ljudje so se na ulicah po njegovih besedah dobesedno fizično zravnali. Kar je seveda močno pretiravanje. Seveda, ampak še bolj bizarni pa so tisti specifični detajli, ki jih avtor potem vključi. Recimo omeni tipičnega ljubljanskega firbca. O ja, ta lik je zelo pomemben. A veš, tistega opravljivca, ki vedno stoji kje na vogalu in širi negativne govorice. In ta lik naj bi ob novici o zmagi nenadoma čisto utihnil in se potuhnil domov. In potem je tam še tisti pijanček. Ja,
Zatem omeni še nekega pijančka iz zakajene pivnice, ki menda kar ne more verjeti svojim ušesom, ko končno sliši besedo svoboda. Neverjetno res. Mislim, meni se zdi, kot da bi gledali skozi tisto ukrivljeno ogledalo v zabaviščnem parku. A veš, kjer se realnost popači ravno toliko, da začneš dejansko dvomiti v lastne oči. Ja, ta prispodoba z ogledalom je super. Ker, veš, meteorološke prispodobe v propagandi niso nikoli samo neko krasek. Ampak imajo določen namen. Absolutno. Temni oblaki in drž v tem besedilu pač predstavljajo vso preteklo negotovost, strah in morda celo neke napake v poveljevanju pred tem. Sonce, ki pa tako nenadoma poseje, pa uteleša izključno samo to novo vodstvo. Aha, se pravi, s tem se ustvari naracija nekega popolnega preporoda. Točno tako. In tisto ukrivljeno ogledalo, ki ste ga omenili, najbolj očitno deluje ravno pri tem liku ljubljanskega Firbca. Zakaj ravno pri njem? Zato, ker ta opravljivec ni dodan zaradi neke literarne vrednosti. On v bistvu služi kot izjemno ostro orodje za vnaprejšnjo diskreditacijo. Aha, da razvrednoti tiste, ki dvomijo. Ja, ker avtorji besedila so zelo dobro vedeli, da ljudje na ulicah in v vrstah šepetajo o porazu. Zato so vzeli to podobo dvomljivca in jo zreducirali na raven enega patetičnega sitnega opravljivca. Se pravi, vsakdo, ki bi morda pogledal v to nebo in rekel, prostite, ampak jaz še vedno vidim nevihto, kje je to vaše sonce, je avtomatsko potisnjen v vlogo tega usmiljanja vrednega Firbca. Točno tako. Zelo preprosta taktika. Ne pustijo ti sploh prostora, da bi bil neki zaskrbljen racionalen opazovalec. Če ne stojiš zravnano na soncu, si pač potuhnjen in širiš sovražne laži. In to je tisti binarni sistem, ki ga vedno vsiljuje neka ekstremna retorika. Ali si del zmagovite in pogumne množice, ali pa si pritlehan in izdajalec. Vmesne poti sploh ni. Ni je tretje možnosti, ne? Ta mehanizem pač prisili posameznika, da potlači lasten dvom, kjer je socialna in moralna cena tega dvoma preprosto previsoka. Ampak čakaj malo. Če je to sonce svobode tako neverjetno močno in če se ljudje na ulicah kar zravnajo ob teh novicah, zakaj potem isti časopis v nekaterih naslednjih člankih sploh omenja tiste, ki pakirajo kovčke? Ja, to je pa tisti ključni preobrat v časopisju. Tu namreč prehajamo k tistemu delu dokumenta, ki nekako odgovarja notranjim dvomljivcem. Konkretno govorimo o članku Nove poti in pa tistem radijskem govoru Mirka Javornika z naslovom Domobranci zdravo. Tam se ton res radikalno spremeni, ja? Zelo. Mislim, besedilo Nove poti recimo neposredno nagovarja tiste, ki jim pravi farizej Nikodem. To naj bi bili ljudje, ki prigovarjajo vojakom, naj vendarle zapustijo ladjo, ki se potaplja. Javornik pa v tistem svojem govoru dobesedno zasmehuje računarje in spletkarje, ki v tistih kritičnih urah mrzlično pakirajo kovčke in pač iščejo, kam bi nesli svojo glavo. In odgovor časopisa njim je neizprosen. Domobranska pot se ne bo spremenila niti za milimeter. Tukaj se v bistvu soočamo z eno najbolj kompleksnih propagandnih tehnik, kar jih obstaja. Imenuje se imunizacija proti dvomu. Imunizacija, kot v smislu nekašnega cepiva? Dobesedno tako je, kot cepivo. Ker meni se zdi čisti strel v koleno, da v publikaciji, katere edini cilj je menda dvig morale, sploh na glas priznaš, da obstaja neka potapljajoča se ladja. Mislim, zakaj bi svojim vojakom sploh dal vedeti, da ljudje bežijo? Ker so se zelo dobro zavedali, da ulica že govori. Aha, niso mogli skriti. Med tega šepetanja o umiku in o propadu se ne da zaustaviti samo z ignoriranjem. Če bi časopis pisal izključno samo o soncu, medtem ko vojaki pač vidijo sosede in znance, ki pakirajo kovčke, bi ta propaganda v sekundi izgubila popolnoma vso kredibilnost. A veš, to pa ima smisel, ja. In zato vzamejo ta strup, se pravi to govorico o potapljajoči se ladji, in ga vbrizgajo v svoje besedilo v eni majhni nadzorovani dozi. Kot pravo cepivo torej. Točno. To govorico javno izpostavijo, a jo v istem dihu moralno popolnoma razvrednotijo. Tistega, ki opozarja na nevarnost, pač ne prikažejo kot nekega racionalnega analitika, ampak ga preoblikujejo v hinavca, v farizeja, v računarja, ki mu gre seveda le za lastno korist. In s tem dejansko cepijo tiste svoje sledilce. Ja,
Ko vojak kasneje res sreča nekoga, ki mu reče, da je vojna izgubljena, v njem ne vidi več prijatelja, ki ga pač dobronamerno opozarja, ampak prepozna točno tistega farizeja, pred katerim ga je posvaril časopis. Fascinantno. S tem nasprotniku dobesedno ukradejo argument in ga spremenijo v dokaz lastnega prav. In potem to imunizacijo še dodatno nadgradijo z nekim ekstremno metafizičnim besednjakom. Ja, res je. Domobranstva na tej točki ne definirajo več samo kot vojske, ampak kot idejo skovano iz trpljenja in krvi. Boj postane kozmičen. Absolutno, kozmično soočanje nedobrega in absolutnega zla. Komunizem je označen kot satanova zvujača in pogubna zmota, oni sami pa kot zadnji branilci zahodne krščanske kulture in civilizacije. Jezik je tukaj izjemno močen. In tu je še tista res apokaliptična pesem Vinka Žitnika Poveljnik kliče. O, tista je pa res izjemna v svojem sporočilu. Kliče k uničenju peklenskih tolp in nekako obljublja zveličanje naroda, pri čemer poveljnik vojakom obljublja, da bo šel z njimi dobesedno v krvave reke. Zato, ker jezik v tej fazi pač zapusti tisto področje neke politike in vojaške strategije in vstopi v čisto religijo in apokaliptiko. In to ima zelo jasen psihološki namen. Kakšen pa? Poglejva takole. Če nasprotnika definiraš samo kot politično opozicijo, se z njim še vedno lahko pogajaš. Lahko podpišeš premirje, lahko celo kapituliraš in na koncu preživiš. Ker gre samo za politiko. Tako. Ko pa nasprotnika definiraš kot utelešenje samega satana, boj pa kot obrambo krščanske civilizacije, takrat pa vsakršen kompromis popolnoma izgine. Mislim, ne moreš podpisati premirja z absolutnim zlom. Logično, ja. In zato kakršenkoli umik takrat ne pomeni več samo neke taktične vojaške odločitve, ampak dobesedno pomeni prodaja lastne duše in pa večno pogubljene. To je tisti grozljiv psihološki fenomen, veš, ko vložiš toliko, da preprosto ne moreš več odnehati. Ja, zmota utopljenih stroškov se temu reče. Tako, prelita je bilo toliko krvi in žrtvovanega toliko truda, da bi priznanje poraza pomenilo, da je bilo pač vse to popolnoma nesmiselno in da bi to misel o nesmiselnosti nekako zadržali zunaj, morajo nenehno dvigovati stave. Vedno višje in višje. Ja, zdaj ni več v igri samo neko ozemlje, v igri je samo odrešenje naroda. Ampak ta radikalna polarizacija in ta apokaliptična vizija sveta pa nujno zahteva neko protiutež. Mislim, ljudje ne morejo dolgoročno preživeti v stanju neke nenehne kozmične groze in v pričakovanju krvavih rek. Seveda, se bi jim zmešalo od strahu. Zato sistem vedno nujno potrebuje figuro, ki v sta kaos vnese nek občutek reda, varnosti in pa neke osebne skrbi. In s tem seveda pridemo do grajenja kulta osebnosti, kar je naš naslednji sklop iz tega dokumenta. Tukaj je to zelo očitno izpeljana. Ja, tega močnega očetovskega vojskovodja najdemo v članku z naslovom Jaz ostanem z vami. Ta tekst pač izjemno podrobno opisuje obiske generala Rupnika na prvih bojnih črtah, konkretno v Žužembergu, Kočevju in pa v Novem mestu. Novice o njegovem prihodu naj bi se tam širilo menda od ust do ust kot nek plamen. In opisano je, kako vojaki ob njegovem prihodu v nekakšni spontani, skoraj otroški paniki popravljajo svoje uniforme in si zapenjajo gumbe, preden on stopi prednje. In potem zrejo van z nasmejanim in očetovskim obrazom. Niso več samo vojaki, ampak so prikazani kot sinovi. Točno, kot sinovi, ki gledajo nekega strogega, a hkrati zelo skrbnega očeta. Ta preplet vojaške avtoritete in pa neke družinske intime je tukaj izjemno premišljen. Najbolj pa po mojem mnenju izstopa tisti prizor iz bolnišnice Kandija v Novem mestu. General tam obišče rančence in vsakemu ponudi cigareto. Klasična gesta tistega časa, ja. Vrhunec te PR poteze pa se zgodi, ko on vzveza nekega otroka z bolnimi očmi in osebno plača njegovo zdravljenje, zato da bi ga pač poslali k specialistu v Ljubljano. Ljudje na ulicah ga nato menda kar pozdravljajo kot rešitelja slovenskega naroda. In časopis seveda ves čas poudarja, kako je domobranstvo trdno strnjeno okrog svojega generala. Meni to osebno zveni kot popolnoma zrežiran obisk kakega sodobnega zvezdnika v neki sirotišnici, uporaba neke čisto majhne intimne geste za gradnjo mita o nekom, ki je vsemogočen. Se strinjam, deluje zelo nastavljeno.
Ampak povejte mi iskreno, kako takšne banalne anekdote o cigaretah pa zdravnikih sploh delujejo na nekega izčrpanega, prestrašenega vojaka nekje, v nekem blatnem rovu, ki pač ve, da se bliža konec? Delujejo presenetljivo močno. In to predvsem zato, ker nagovarjajo eno tako osnovno človeško potrebo po predvidljivosti. Prej sva govorila o tisti makronarativi, o Satanu pa Bogu in propadu civilizacije. Ja, kar je zelo abstraktno. Je za posameznika nepredstavljivo veliko in pač grozljivo. Ti mikrozgodbe, kot je deljenje cigaret pa to plačilo za zdravljenje otroka, pa služijo kot neko sidro v realnosti. Aha, sidro, ki te drži prizemljenega. Tako. Ko general recimo mirno stoji pred vojakom in mu poda tisto cigareto, mu s tem v bistvu nebesedno sporoča, svet se še ne podira in vse je pod nadzorom. Še vedno obstaja nek red. Ja, še vedno obstaja avtoriteta, ki ima čas in predvsem moč za neko tako preprosto človeško gesto. Ta mikroprisotnost vodje nevtralizira tisti makrokaos, ki ga vojaki čutijo vse posod okoli sebe. Se pravi, kot bi mu general rekel, če ima vrhovni poveljenik čas urejati pregled pri okulistu za nekega dečka, potem situacija na fronti očitno res še ni tako zelo obupana, kot to govorijo tisti firpci na pošti. Vsekakor, to je glavno sporočilo. Hkrati pa to razkriva eno res ogromno sistemsko ranljivost. Na kakšen način? Poglejva takole, ko organizacija vso svojo legitimnost, moralno oporo in upanje preloži izključno na pleča ene same očetovske figure, to pač pomeni, da so institucije kot takšne v bistvu že propadle. Aha, ni več sistema zadaj. Sistem ne stoji več na neki strukturi, ampak izključno samo še na tisti personalizirani vezi med vodjo in pa podrejenim. In če ta figura pade ali pa zgolj izgine, se vse ostalo v trenutku sesuje v prah, ker pač ni več ničesar, kar bi sistem držal skupaj. Zanimivo je. In tudi ta najbolj vsemogočen oče ne more čisto sam ustaviti tistega globalnega premika na geopolitični šahovnici, ne? Kar nas pa nekako pripelje do tistega morda najbolj nadrealističnega dela tega časopisa. Od tisti del z zavezniki. Članek z naslovom Nismo sami namreč predstavlja en tak poskus popolne internacionalizacije konflikta in pa iščanje tako imenovanih velikih zaveznikov. Ja, geopolitične analize v takih propagandnih besedilih ob koncu vojne so res pogosto najbolj divi del celotnega čtiva. Zakaj mislite? Zato, ker morajo pojasniti tisto, kar je nepojasnilno in nekako poiskati rešitev tam, kjer je objektivno več ni. In tukaj besedilo ubere izjemno zanimivo in, bi rekla, nepričakovano pot. Najprej postavi nek teološki okvir, trdi pač, da je Bog poslal boljševizem kot nek bič in pa kazen za Evropo, ker naj bi ta zapustila krščanstvo. Se pravi, prečiščevanje v krvi. Ja, narodi naj bi se v tistem trenutku prečiščevali v morju prelite krvi, potem pa sledi en hud preskok k zavezništvom na samem Balkanu. Časopis namreč izjemno poudarja neko močno bratovščino in zvesto stanje ob strani z drugimi oboroženimi skupinami. Kar je zelo presenetljivo glede na zgodovino teh skupin. Zelo. Konkretno naštejejo srbske četnike pod vodstvom Draže Mihajlovića, pa popa Đujića, pa tudi dobrovoljce Dimitrija Ljotića. In tukaj moramo pač poudariti ta kontekst za tiste, ki morda ne poznajo teh podrobnosti. Govorimo namreč o združevanju skupin, ki so skozi vso vojno popolnoma drugačne, pogosto radikalno nasprotujoče si nacionalne programe in ideološke cilje. Bile so si v resnici precej tuje. V časopisu je celo natisnjena neka fotografija srbske vojske, ki prisega generalu Rupniku, ampak po mojem mnenju je najbolj šokantna tista trditev o Zahodu. Izražajo namreč upanje, da bodo veliki angloamerikanski zavezniki, torej predvsem Britanci in pa Američani, spoznali, da je brezobziren boj proti boljševizmu dejansko življenjska nujnost tudi zanje. Pričakujejo torej novo veliko koalicijo. Ja, računajo, da se bo oblikovala neka velika nacionalna Evropa, ki se bo skupaj borila proti vzhodu. Ta miselni preskok iz enega res lokalnega konflikta v tako grandiozno globalno vizijo je pač klasičen obrambni mehanizem pred neizbežnim geopolitičnim porazom.
Ampak čakajte malo, ali so res pisci teh besedil iskreno verjeli, da bodo Američani, ki so se še včeraj borili z ramo ob rami s Sovjetsko zvezo proti nacizmu, kar naenkrat naredili nek obrat za 180 stopinj, se obrnili proti vzhodu in objeli domobrance ter četnike kot svoje neke nove brate v orožju? Težko je reči, kaj so iskreno verjeli v tistem trenutku panike. Mislim, a je bil to res poskus diplomatskega prepričevanja Washingtona in Londona, ali pa je to samo opupana tolažba za tiste vojake, ki so dobesedno zrli v prepad? Po vsej verjetnosti gre za tisti fenomen, ki ga pogosto vidimo pri sistemih, ki se soočajo z nekim gotovim propadom. Uredniki in politično vodstvo so se dejansko zelo dobro zavedali, da je tisti stari svet, na katerega so se zanašali, preprosto izginil. Njihovi pretekli pokrovitelji so bili poraženi, ja. Tako. In v tistem trenutku pač niso imeli več druge izbire, kot da poskušajo to svojo lokalno strategijo nasilno umestiti v nek čisto nov in širši mednarodni kontekst. Aha, torej nujnost preživetja. To bratemljenje s četniki pa Ljotićevci ni bilo rezultat neke globoke prebujene ljubezni ali nekih skupnih vrednot. To je bil destiliran pragmatizem, veš, pragmatizem preživetja. Združili so se, ker so se pač morali. Ja. Skupine, ki so morda prej celo tekmovale, so se zdaj stisnile skupaj na tistem res zadnjem koščku kopnega, ki se je pač potapljal. Kar zadeva anglo-ameriške zaveznike, pa je bil to predvsem poskus, da bi Zahodu sporočili, glejte, mi smo tista prava ključna obrambna črta pred tistim, kar vas zares ogroža in ne smete nas žrtvovati. Kar seveda ni imelo nobenega realnega vpliva na diplomacijo. Absolutno nobenega na mednarodni ravni, ampak je bilo pa nujno za ohranjanje morale znotraj lastnih vrst. Če vojakom namreč rečeš, da so del neke velike zavezniške koalicije in da na pomoč zdaj prihajajo še Američani, jim daš tisti zadnji drobec upanja, da se dejansko še splača vztrajati. Mislim, to je tako kot tisti filmski zaplet, ko se neki dolgoletni in zagrizeni nasprotniki v zadnjih 10 minutah filma povsem nepričakovano združijo, ker se na nebu pojavi tista neustavljiva invazija vesoljcev in morajo pač rešiti planet. Zelo dobra primerjava, ja. Samo da v resničnem letu 1945 ta filmska zavezniška konjenica nikoli ni prišla čez tisti hrib, ne? Ne, konjenica žal ni bilo. In tako nekako pridemo do tiste točke, ko potegnemo črto in naredimo neko sintezo tega res neverjetnega poglobljenega potovanja skozi to eno samo izdajo časopisa. Mislim, da smo predelali ključne mehanizme, ja. Preučili smo dokument, ki z neko neverjetno intenzivnostjo združuje elemente božanske pravice in pa seveda tiste grožnje s kaznijo. Videli smo to zelo skrbno zarežirano grajenje neomajnega zaupanja v nekega nezmotljivega očetovskega vodja. In pa tisto tehniko imunizacija, veš, kako so zavračali dvomljivce. Res je to psihološko dovršeno zavračanje notranjih dvomljivcev in pa na koncu to obupano geopolitično oklepanje rešilne bilke in teh iluzornih zavezništev. Vse to nam res nazorno kaže, kako so besedila na teh straneh ustvarila povsem hermetično zaprt informacijski mehurček. Mehurček, ki ni prepuščal nobene zunanje realnosti? Ja, mehurček, ki je tisto realnost bližajočega se konca popolnoma izbrisal in jo pač zamenjal z jekleno ideologijo absolutne in neizbežne zmage dobrega nad zlom. Tukaj bi dodal, da je zaprtost tega mehurčka dejansko ključna. Celoten tisti propagandni aparat je bil usmerjen v to, da posamezniku prepreči kakršenkoli stik z nekim alternativnim pogledom na dogodke. Ja, če pomislimo na tistega Firbsa. Ne? Točno. Če podvomiš, si avtomatsko Firbc. Če razmišljaš pragmatično, si računar in farizej. In ta sistem te tako tesno uklene, da je vsak poskus racionalnega razmišljaka takoj kaznovan z izobečenjem in pa z nekim občutkom, da si izdal lastne tovariše. In mislim, da nas to pripelje do enega zaključka, ki močno presega zbolj tisti 3. maj in ki dejansko odzvanja z neko srhljivo univerzalnostjo za današnji čas. Zelo resnično. Videli smo namreč, kako neverjetno preprosto lahko navaden tiskan papir, če so pač besede dovolj spretno izbrane, ustvari popolnoma vzporeden svet. Svet nekega sonca in neizbežne zmage, medtem ko se pač zunaj dobesedno trgajo nebesa. Tiste pa, ki so sploh drznili opozarjati na to, da se zbirajo temni oblaki, so pa takoj označili za izdajce in prestrašence. In to se dogaja tudi danes v različnih oblikah.
Kar nas pusti pred res enim izjemno pomembnim razmislekom o naravi informacij, v katerih vsi skupaj živimo. Kadar se ljudje namreč, in to ne glede na to, v katerem stoletju živijo ali pa katero ideologijo zagovarjajo, kadar se popolnoma zaprejo v tiste svoje informacijske ekosisteme. V svoje ehokomore, ja? Točno v te komore. In ko začnejo vsak še tako iskren in dobronameren dvom nemudoma označevati za neko laž ali zaroto ali pa celo izdajo, človek se vpraša, na kateri točki takšna retorika sploh preneha biti zgolj orodje za prepričevanje drugih. In postane nekaj drugega. Ja, kdaj postane zgolj in samo še nek neprebojen ščit, s katerim same sebe varujejo pred resnico, ki je nočejo ali pa je preprosto ne zmorejo več sprejeti? Zelo močno vprašanje. To je tisto vprašanje, ki ga res velja premisliti, preden naslednjič odpremo časopis ali pa morda naš zaslon. Hvala, da ste bili z nami v tem raziskovanju teh zelo zapletenih hodnikov preteklosti.